Pot na Sveščake začnemo v Ilirski Bistrici. Hitro se vzpenjamo in v lepem vremenu običajno se odpre pogled na mesto, tokrat v gosti megli. A više, ko se vzpenjamo, lepše je vreme, pa tudi okolica. Gozd se pokaže v najlepših jesenskih barvah. Po dobre pol ure vožnje se pripeljemo do naše prve postojanke, planinski dom na Sveščakih. Vsak planinski pride je dobrodošel, lahko kaj spije, kaj toplega, kaj kratkega. Podamo pa tudi za jest. V domu zaenkrat še nimajo prenočišč, želijo pa si, da bi jih sčasoma uredili. Morda bi potem še bolj zaživelo le lučaj stran smučišče Sveščaki, okoliškim prebivalcem sicer najbližje. Sveščaki nudijo poleg možnosti smučanja tudi od lanskega leta novo tekaško urejeno progo med Sveščaki in med Mašunom in pa seveda veliko sankališče. Imamo ogromno središč, ki so res turistično razvita, ampak mislim, da bi morali imeti ponudbo tudi za enostavno doživljanje miru in sprostitve v naravi. Sveščakom pravijo tudi dolina miru, ponj prihajajo od vse povsod. Danes na Snežiku sem bila najbolj srečna, ko sem zagledala sive skalce, ki jih je zelo veliko videti, pa morje seveda istočasno. Ja, bilo je enkratno, pot je bila čudovita, razgled res enkraten. Običajno se vzpon na Notranjski očak začne na Sveščakih. Mi smo se tokrat zapeljali do obračališča. Pričakala nas je skladovnica drv in napis: če star si, slabe sape, naprej počasi štej korake. Če pa mlad si, poln moči, na ramo daj si par drvi. Tu se začne težji del vzpona na Veliki Snežnik. Obenem pa vstopimo tudi v botanični rezervat. Da moramo naravo spoštovati, nas opomni tudi tabla. Tokrat se nismo povzpeli na vrh, to prepuščamo vam. Zagotovimo pa lahko, da razgled ob lepem vremenu jemlje dih.